Pozdravljeni. V četrtem delu razgovora z Gabrom Kržičnikom sva se dotaknila tistih treh glavnih točk, ki so potrebne za biti uspešen v svetu motošporta. Psihične pripravljenosti voznika, dobrega vodje ekipe in konec koncev pravega materiala. Nekaj, kar verjetno zanima vsakega navdušenca, pa ne glede na kategorijo, katero spremlja. Psihologija voznika. Ja. Kolikor mi je meni znano življenje voznikov Formule 1, tistih uspešnih, niso tako prijazni ljudje, kot se kažejo v medijih. So izjemno konkurenčni, so izjemno, si želijo zmagati, so, bi rekel, vse prej kot prijazni fantje, vsaj na progi. Ja, popolnoma se strinjam in je res tako. In je tudi logično tako, ker danes pa ti ne moreš biti najboljši na svetu, če nisi popolnoma egoist in če nisi prepričan, da si daš najboljši od vseh in da si najhitrejši in najboljši in da je vse namenjeno samo tebi in da najboljši motor na gridu bi mogel pripadati tebi in ker ti ne je to krivica, ker ti si najboljši in je lahko popravim, oni niso pripričani, oni vejo, da so najboljši. No, vse to je, ne, o tem govorim. Ne. Ja, oni vejo, ne, oziroma sami zase mislijo, ne, da so najboljši in to absolutno je edini pravi. Sploh način, če češ približen razmišljati, da bo zvolil na svetovno prvenstvo, moraš biti tak. Ne. Če nisi psihično najbolj stabilen, kot smo veliko prikačali, ki so bili nestabilni, mogoče se narobe izrazili. Niso psihološko pripravljeni. Ja, ne, a veš, ti si lahko psihološko močni. Sej, mi smo vsi isti, vsak zakaz ima dve roke, dve noge, eno glavo, pravzaprav ni razloga, da bi en hitrejši čas. Tisti, kar zmore Marquez, bi v teoriji mogli se približiti nečim drugim. Ja, v teoriji. Ne. Pa ni tako, ne. Jaz mislim, da v glavnem se te fantje razlikujejo v glavi, ne, način razmišljanja, v feelingu, z ravnotežje in tako. Telesni konstrukciji. Ampak to do neke mere, nekaj imaš prirojenega in ti ali pa niti nekaj, ali pa kar nekaj tega se pa da natrenirati, to sem povedal številni dirkači, ki so bili uspešni, da pač niso bili enostavno dovolj talentirani, ampak so to kompenzirali z nenormalno veliko treninga in sploh več želje in rekanja in treniranja, da so recimo držali štih z nekimi dirkači, ki so trenirali bistveno manj in so bili super talentirani. Valentino Rossi nikoli ni bil nek lazen fan, ultra treninga, ne. A veš, je pa skos, v telovadnici skos na motorju, skos. Recimo, hočem reči, da v glavnem se razlikuje v glavi in v psihi. Ampak spet je ta psiha pa pol. Eno je ta moč obračunavanja s konkurenti na sebi, je izjemno močan Rossi, recimo, blazno, je klenih živcev. Mislim, da tukaj, recimo, kaj se stavno sploh ni bil na tem nivoju, da bi mogoče s večjim naravnim talentom, da ga Rossi ali pa če mogoče nekaj zatim. Omenil si voznik, ki je imel izjemno velik talent, izjemno dobro občutek, ampak ni v glavi. Ko si tisto govoril, mi je prišlo na misel, eden izpet, rečva iz najnih časov, iz preteklosti. So govorila o dvoboju Švanc-Rene, ampak takrat v Yamahi je bil Luca Cadalora. Po mojem mnenju, eden, ki je imel najlepši stil vožnje motorja. Ampak to ni bila glava. Absolutno. Za moje pojme gršega stila vožnje od Norika Abe ali pa edini, ki se za moje pojme na motorju grš pelil, da ni bil, ne. Pa v svojem obdobju ni mogel biti, ne. Čudno pozicijo na motorju z kolenom čist naprej, z ritmo nekaj napol dol. Izjemno se ne smenim Jack Miller, ko se gre dobro razpoložen, ko sem dobro na rezultatnem dirki, ga v tem cool down lepo zna ful dobro ponašati. In točno tako se je pelil, res ful smešen.
bolj tekem, ne elegantno, ampak tudi hitro in je bil dober. Ne. Tudi švanc je bil prevelik za motor, ni imel stila, ja, Citroen, Cavalora, lahko, Wayne je bil. Cavalora se mi zdel še lepši, ker sta bila skupaj, sta bila v zadnji sezoni. Ja, malo bolj. Ampak glej, ni pa bil toliko uspešen. Ne, da je imel prav on to pomanjkljivost v glavi, ne, da ni bil dovolj inteligenten. Mu je manjkalo tiste trdnosti. Bog ve česa, ja, možno. Lahko do tega, ne, lahko da česa tako drugega še zraven, ampak vse to pravim. Vse tudi, bo za realna, ne, a bi Švanc bil kdaj svetovni prvak, ko se ne polomil v en rejni, ne, to ni pa verjela in to bil je, ne, ampak kaj bi pa bilo, če bi bilo, če ne bi bilo, ne. Meni je zmeraj nekako spreletico se spomne njegovega poslovilnega govora. Ja. Kaj je lepo povedal. Fantje, ne, rajš bi bil drugi. Pa da bi imel še dobraj ni bil še tukaj. Ja, ker, a veš, tudi naslov, tak naslov ima neko senco, ne bo vedno imel zgoditi. Vedno bo nekdo rekel, ja, te Švanci bo pa enkrat svetovni prvak, ne, ampak prvič svetovni prvak, ne, če zato, ker se je rejni polomil. Če bi rejni ustal v dirki takrat in bi dokončal prvenstvo, zdaj najprej vprašanje, če bi tam bil prvak. Ampak če bi bil to na nek način bolj čist, mogoče bolj žlahten naslov. Ne čist, ne, ker če bi bil bolj to, ampak bolj žlahten naslov bi bil, ne, ampak ali pa že to, da rejni ne bi bil hrom, ne, in da bi samo 3 dirke ali pa do konca sezone zaradi mene odležal v bolnišnici, pa se vrnil naslednje leto spet na motor, bi ta Švancov naslov imel en drugačen žmok. Ampak recimo to je nekaj, kar me mene moti v sodobnem času. Vsi seštevajo te naslove. Veš, pa je 5-krat, pa je še meni. To je brez veze, ne. Važno je, koga si. Brez veze ni, ne, ampak ne moreš določenih obdobij med sabo primerjati, razumeš? In to je tisto, so prej rekla, ja, Giacomo, kdo je zdaj najboljši dirkač vseh časov? Ja, ne vem, za enega bo Marquez, za enega bo Agostini, ki ima na koncu dneva 15 naslovov, tako kot jih nima noben drug, ne? Ampak spet so bili to drugačni časi, je imel manj zmag, ali pa je manj dirk v sezoni, ne? Ja, a veš, a štejejo zdaj bolj zbrani naslovi, ali štejejo zmage na posameznih dirkah? Kaj ima pravzaprav večjo vrednost? Kaj bolj govori tem, koliko je kdo dober dirkač? Ali bi mogli šteti pravzaprav osvojene točke za svetovno prvenstvo, sem spet tudi kovanje stresno? Jaz imam drugo metodo, če ti lahko. Mene so vprašali, kdo je po mojem mnenju najboljši v času Formule 1. Ja. Jaz sem iskreno postopa. Jim Clark. Zakaj? Enostavno. Ker njemu sta to priznala 2. Juan Manuel Fangio. To se. Čeprav Ayrton Senna je postavil Fangio, ne, kot največji dirkač. Se je zgodilo, da Ayrton Senna za čas svojega življenja, ko je bila dirka za veliko nagrado Velike Britanije, je vzel privatno letalo, letel na Škotsko, se šel pokloniti Jim Clark. Je prišel pa intervju in Fangio, ko je prišel v bokse že upokojen, do mehanikov Lotusa, ga prinil za ramo, pa je dejal, gled, tam ima tisti največji čas. Što reče Fangio. Ja, se pravim, to je težko. Vsak ima svoj tek. Bolje pa še en parameter o tem, kdo je največji vseh časov, a veš, je pa tudi to, koliko let je nekdo uspešen, kar pomeni, koliko let je bil nekdo na vrhu od prvega naslova do zadnjega naslova svetovnega prvaka. To bi pa tudi po neki strani moglo biti merilo, če je 20 let dirkal in bil skozi med prve 3 ali pa skozi nekje pri vrhu, ne, ali pa je osvojil prvi naslov prvaka pred 20 leti, pa pol drugega čez 20 let, ne, je bil pauzo. Najdaljši razpon, ne, pa tudi v končni fazi ti nekaj pove o tem, da je a res nisem ni. Res je omenil Kevina Švanca. Ja. On je kariero končal 95 uradno. 93 je bil prvak. Potem si je poškodoval 94. Mislim, da je. A 94 ali pa 95, no. 95, ja. No, on je bil poškodovan. Jaz se ga spomnim, da na koncu na ravninah je, mislim, da levo roko zapestje je bilo tako poškodovano, da je prav počival
Ne? Ja, pa se tega je bilo Ampak- veliko, spet počasi sploh, ne, a veš, spomnite, kakšen je bil. On je vozil s testisi, ne z Ja. glavo. Ne? Teh je bilo veliko, so bili polomljeni, podrobljeni, kaj je pravil, tako. Ampak hočem nekaj povedati. On je poškodovan, izmučen, kariero končal pri 31 letih Mlad, ne, za današnje standarde. pravzaprav za naše standarde mlad, ne. In je rekel, ne morem več. Oziroma takrat, Ampak so bili motorji toliko bolj zahtevni, ni bilo traction kontrolov, ni Nič bilo ni elektronike, ni bilo danes so motorji bistveno starejši, sicer, ampak tudi bistveno bolj varni. Manj je padcev, manj je high-siderjev, ok, so zdrsi, ampak zdrs sam po sebi ni tako zelo nevaren. Poleg tega so na gibi ovinki toliko veliki ratar, ker motor to omogoča, da fanti ovinki že dobesedno ležijo in kaj enkrat skozi kolo odnese, se on sam še oddrsa po tleh, že tako je na komolc naslonjen čez ovink, pa na kolen, pa na spodnjo na ramo in kaj enkrat na koncu samo oddrsa, ni več tega Padca. Razumeš? Recimo, jaz se Po spomnim. 500 včasih ne, so bili te pasi ko ga je motor zgunil in ga je strelil v luft in je pri hitrosti ne sam padel, ne sam zdrsnil, ampak še preletel na plan in to tam so pokali. Ampak, če se spomniš enega, ki je bil fenomenalen v določenih pogledih, ampak po mojih informacijah izjemno žalostno končal Hopkins. Ja, John Hopkins, ne? Kako se je on lahko nagnil v ovinkih, takrat, ko so prvič začeli kazati na televiziji kot? Ne? Tam tudi vas ponovno, ne, znal se ga Točno to. pedo, ko so še ne razrekaškem pedo, ko je tam mal menedžer, pa Roberta, pa vnotr malo sveta več pri ameriška filma. Je on komik hodil, ne, kot gunta, ne vleče eno novo zastavo. Pač v bistvu je invalid, ne, mislim, zdaj koliko procentni, ampak on je čisto kabljen. No, da smo iskreni. Big Duan, ko ga vidim. Tiste je bila druga zgodba. Mi, ko so zašustrali takrat na doktorji na Kampacu v Asno, ne, on je, tam so mu skoraj bil z nogo, ne, tam so se komplicirane stvari, pri operacijah, pa narobe z zdravljen, pa narobe se bo operiral, pa tam še napisano napak. Tiste druga, ne, ampak en Hopkins, en Švanc, ne, ali pa nekdo, ne, spomnim, da se daleč najbolj prelomljen vrtača, ko ima operiš. Legendarni, dvakratni svetovni prvak, 77? Ja, in je Berišin imel pa, mislim, da še pa največ glava, ne. Tudi naenkrat, tako kot si prelomljen. In včasih je to terjal tak davek, da nisem mogel sam zadirati, ne vem, čez 40, po katero se je. 31 so bili stari. Ja. Eno vprašanje pa, tvoje osebno mnenje, ker si delal z njimi, ker jih poznaš, jaz, kar sem videl, je tisto po televiziji, po revijah. Ja. Z vozniki je treba znati delati, je treba tudi psihično pripraviti, je treba prepričati. Ja, Zame v MotoGP ne smeš mu biti zoporan in on ne sme biti tebi, ne, Tebi. ali pa če ti že jaz sem pričal, da ni, ne, pol moraš vedeti, tega, da si s tem vprašanjem, da Ne, ga ne. malo preseneti, da ne bo Kot- živ zanimiv, ne. menadžer. A ja, to misliš. Ja. Mislim, da misliš kot novinar. Ne, kot menadžer. Dve Pa ne imeni vem, v kako MotoGP-ju, on- ne, ampak najbrž da ja, ne. dve imeni v MotoGP-ju sta, po mojem mnenju, tako genialni, tako visoki, bila uspešna, oziroma enemu je kmalu uspelo tudi v Formuli 1. Govorimo o Davidu Briviju. Ja, ti misliš menedžer ekipe, ne menedžer. Ne, menedžer, ekipni menedžer, ne? Ja, In drugi je Livio Suppo, ki sta izjemnega pomena za svet motošporta. ja. Tako kot vizija športa, razumevanje, zakaj gre, delanje psihologije s človekom, ali se je moj ta občutek pravi, ali se absolutno moti. Zdaj bom pa rekel, da ne vem, ne, a veš, zato ker jaz sem izgledal na ta način, da sej ni, na koncu dneva mogoče ni problem biti menedžer v neki ekipi, ki ima ful denarja, ki ima blazno uspešen dober motor, ne, in ki ima še na razpolago najboljše vrtače. Saj veš, ko ti grejo enkrat stvari pravzaprav dobro, pol ti gre vse kot ponosno. Livio Suppo je tudi zamenjal kar nekaj ekip, ne, povedal. On je praktično Ducati. največji začel, največji uspeh Honda, na Ducati, Suzuki, ne, ne, kako ne, ni Brivio, kaj, Suzuki. ja, tako je Brivio šel, pa je bil. Ja, Ampak, a veš, uspehi so pa bili, okej, zdaj tam je vozil Caseyja s tabo precej, pa tako, ne, pa je bilo tam, ampak na koncu dneva, veš, Alberto Puig je zelo hud poznavalec, blazen iskalec talentov,
Jaz verjamem, da ima tudi organizacijske sposobnosti, Sanče tam tepe, konce enostavno naredijo motorja, ne. Ni tudi nič. Ne vem, to ti boljš vedel, za moje pojme se Brivio pa tudi ni naredil nekih čudo za to šel v Formula 1. Veš, kako je v Brivio, tako, da ko je šel v Alpin, so ga malce zaprkrili, ker mu niso dali položaja, so ga dali na mesto tega vodje mladinskega programa. Ja. Oskarja Piastrija je zagotovo on. Jacka Duana je spravil on. Viktorja Martinsa. Dobro, sem spravil jih je do tega, da so vozili v Formule 1. V Formuli 2 pa osvajali naslova. Ne, ampak jih je odkril, recimo Piastri je eden izmed največjih talentov, ki je bil sposoben kot novinc zmagati Formulo 4, Formulo 3, Formulo 2. Zdaj je prišel McLaren, ko v Alpinu niso znali podpisati pogodbe, dolga zgodba, Ja. ne bova Ja. tako. Ampak recimo zanimivo, Viktor Martins, Francoz, izjemno tisti pravi, veš, kvalifikacije, zna bistveno močnejše, Ja. ima Brivija, ki mu stoji od zadaj, ki ga psihološko pripravlja, gre Brivio nazaj k aprilu zdaj Trackhouse. Ja. Viktorja Martinsa ni več nikjer. Dobro, zdaj pa počakati sezono 2 ali pa 3, pa da vidimo, kako bo s tem Trackhouse povedal. Jaz ne prognoziram, da bo to ekipa, ki bo prek postala svetovni prvak. Ne. Imajo denarja mogoče celo največ, ker Trackhouse je nenormalno bogata. Jih poznam z Nascarja. Pogojev ful. Imajo Aprilio, ki je dokazano motorsko znak. Absolutno. In imajo zdaj Brivija, ki naj bi bil potem, ker zdaj ni bilo ugotavljala tle, nek superioren menedžer, sposoben pripeljati tisto do naslova svetovnega prvaka. Ne vem, če ne bo ratal, nisem povsem prepričan, mogoče zanimiva izstopnica za en, če se spomni, naslednji pogovor, a so imela prav ali ne, ali pa sem jaz prav ali ne v tem primeru. Kaj pa je sve, ne, težko reči, da Brivio nima pojma in nočem tega reči, da bi stavil idiot. Če naštepa vse te uspehe tudi z Rosijem, pisal to noro zgodbo zgodovinsko, ampak meni se on ne zdi tak presežek. Meni se zdi recimo en res tak genialc je zagotovo tudi Dalinja. Zna tim zbrati, zna zbrati dirkače, ki bo odločil, ki bo naredil tako, kot on misli, ki je tudi ego, ki je tudi karakter in ki je ob vsem skupaj še izjemen inženir z nekimi idejami, ki danes strojijo, pravzaprav celotno dirkanje in pa stil in pa dizajn in vse, kar pa še zraven v razredu MotoGP. In recimo, pa še kdo, pa še neki je teh starih, ki danes niso več aktivni, tudi ste veš, Gary Taylor, ki je pri Suzuki skrbel za dirkanje v 500, pred kratkim preminuli. Kanemoto, absolutno, ne moram ni njega. To so za moje pojme imena. Tudi, te veš, tudi Agostini pa Robert sta imela svoje time, pa tudi neki, tako je, pa bolje Maha Rejni, tako ne. Vse so bili, tudi bivši dirkači, ki mi so dobro. Ne vem, jaz mislim, da je zelo dober menedžer je, zagotovo je Jorge Martinez star, ne smemo se preveč omejevati samo na MotoGP, tudi na ostale klase, kjer je pa Tima Star bil institucija vsa leta. In zagotovo lepa, dober tim menedžer je Gino Bertone. Tudi bivši voznik. Bivši voznik, absolutno, dirkač, Italijan in pozor na grobnike, včasih koliko in je bil super navezan za Starjem, kjer sta naredila čudo in pol v dirkanju, potem šel zdaj v Pramah zadnja leta, Pramah je uspešen, ampak je bil tudi pred Pramah blizu. Ampak tako, to so fante, ki jim očitno gre vodenje dobro od roke. Erfon Šaral, čista legenda, te tri, ki je star dirkaški lisac upet v še druge funkcije, ne sam tim menedžer, še predstavnik moštva, pa tret, in vedno je bil vedno druga violina s svojimi moštvi, ker je vedno imel neka poltovarniška moštva, ali pa B-tim za neko ekipo, prej za Yamaha, dolga leta, potem zdaj za KTM oziroma Gaz. Ampak je zelo dobro vedno, ker na koncu dneva neka odlika
dobrega tim menedžerja, pa tudi to, da ekipa pelje na dolgi rok. Mogoče ni nujno, da so skozi prvaki, ampak je treba znati tudi mehanike imeti, pa inženirje, pa preživeti, pa sponzorje na kurs, da imaš znar, da se pa plačati. Tudi to so ne malokrat, ampak so včasih večkrat odlične dobrih menedžerjev. Eno zadnje vprašanje, malce bolj tehnično. Ja. Omenil si B ekipe oziroma ekipe, ki imajo material, ki je star leto ali pa tudi 200 let časa. Ja, zdaj že skoraj ne, ampak včasih so pa imeli. Včasih so imeli celo privatna moštva, ki so pa 60 let stari. Ampak eno vprašanje, vidimo, tovarniška ekipa ima tisti najnovejši model. Ja. B ekipa ima na primer leto star model, ampak ima tudi leto star material. To je v bistvu danes že brkane C ekipa, ne? Ker če ti pogledaš postroj pri Ducatiju, dva tovarniška motorja ima tovarniška drugača. Tako, prva ekipa za reč to. Potem pa gre še tovarniški motor tudi upravna. Ne? Poluna ekipa, ki ima lanske motorje, ne, se pravi, v tem primeru govorijo so pravzaprav na nek način pa te igre. Čeprav niso, ker so te razlike te razlike so zdaj relativne. Ne, sem hotel to vprašati. Je to res star material? To se pravi, da imaš za sabo serijo dirk ali naredijo nov? Ne, nekaj materijala je starega, je lahko starega in že na uč do trajnega, včasih si imel pa še, bi rekel, lahko skoraj da D ekipe. Se spomniš unih Avintija. Avintija, ki so dirkali, to si na začetku sezone, ko so prišli na prvo dirko v Katar, pa si gledal v garaži njihov motor, si videl, da so vilce že sprednje čist peskane od pasov, od kamenčkov ali pa od tega, ki leti z motorja. Se pravi, dobesedno, da so bili rabljene robe. Kar pomeni, da so dobili rabljen in star material že pred začetkom sezone. Ne samo star po modelu ali pa po evoluciji, ampak star. Utrujen, rabljen. Ne? In si videl po guštelu, da je bil speskan, odkrešal in si videl po nekaterih delih, ki so imeli še stare nalepke gor včasih, to veš, te stvari so označene in nosijo neke kode, skoraj da serijske številke, in si videl zletnico, da so lanske. Ali pa si videl na feltnah, mogoče včasih ali pa na nekem delu, ki je bila kjer je še pisal lahko na uniji teh 3 Yamahi, pa je lahko pisal VRG, se pravi, da so bile evropske lanske feltne. In so dejansko imeli star material. Star neke stvari pa morajo biti nove, ker stare ne držijo, se pravi, pogonski agregat morajo oni razvreti, pa refrešati, pa dati nove date, pa tisto, kar trpi, pa kar je po neki specifikaciji in 5 kilometrov predlagati novo drugače, ne bi zdržali. Zanimivo, lani, že prej omenjeni Jack Doohan je bil v Formuli 2 in ne bi bil, če ne bi vzel stiska šasi, da imaš voznik, šasijo pa zaporedno številko šasije. Lani je bila zadnja sezona tiste generacije šasi, Dallara F2 skozi 2018 model. Se pravi, najbolj utrujen material, najbolj star, ki je imela največ nesreč. In potem je nekdo pričakoval, zakaj ne zmaga, tako kot leto poprej, ker nima svežega materiala. Te veš, neke stvari so pa seveda tudi potrošni material, ne moreš še zavoriti. Karbonski diski imajo toliko kilometrov, potem moraš biti nove zore. Tam vem, da dajo tudi na stare motorje nove, ker pridejo tam in potem za garažo zadeli izve škatle od Bremba, kjer so prenesli tehniki od Bremba pred začetkom dirkaške, da vidim, da nove diske za vse dirkače, potinih in takorkoli. Neke stvari so nove, neke stvari so pa seveda obnovljene. Neke stvari so pa tudi mogoče čisto identične, kot so bile. Tudi pa testiranih v Valenciji po koncu sezone, ko vidiš, da so motorji dobesedno predstavljajo včasih še z nalepkami vred v sosedno garažo. Vsi motorji uradno so na leasing, material je na leasing. Oni morajo vrniti proizvajalcu, ki potem na novo razporedi. Niso več lastniški, kot tudi včasih, da si zdaj lahko dirke domov strele. Ko, ne se spominja za reč. Motorna jama, sezerna delovna jama. Isto kot pogonski stopi v Formuli 1. Za nami je tudi 4. del
tega skupnega razgovora, skupnega kramljanja. Odkrili smo marsikaj novega in zanimivega. Ampak tudi tokrat smo prišli seveda do konca, zato hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.